Nekako sem si pripravil danes besedilo z naslovom, kot ga vidite, Zlom političnih obljub za lepšo prihodnost. Upanje, da nas čaka v prihodnosti nekaj lepšega, nekaj boljšega. Danes 20. avgusta 2024 na 40. torkovem večeru po kratki pauzi. Tako da, evo, vsi, ki ste se še zdaj priključili, vam želim lep dober večer in vas sprašujem, kako ste nocoj. Povejte, tisti, ki imate vključen mikrofon. Vsi imate izključen mikrofon, dober. Prav, glejte, jaz sem si pripravil besedilo danes in bom, ker imam tako pripravljeno, bom to skušal posredovati in seveda, če se strinjate, bi potem o tej zadevi, ki bi jo dal, malo podebatirali, če ste za to. Pozdravljam tudi vse tiste, ki nas live poslušate v živo, ker sem dal par linkov okrog, tako da, če želite se vključiti v debato, lahko seveda se priključite na naš Zoom, link je na objavi napisan, tako da ga pretipkajte noter, se priključite v živo, pa lahko kasneje klepetamo po tem, kar bom pač danes povedal, če se strinjate, seveda. Dobrodošli vsi. Društvo za srečno življenje Belis je odprto za debato, odprto za vse. Zaenkrat pa tako. Tanja, se strinjaš, da gremo s temo naprej? Ja, jaz se. Dobro, ok, v redu. Potem bom jaz kar začel, s to temo, ki sem okrog tega zloma obljub, ki se dejansko dogaja. Vse veste, imamo politične obljube, predvsem pred različnimi volitvami v Evropski parlament, v državni zbor, za župane, razne druge stvari. Obljublja se najmanj nebesa, kar pa dobimo, pa občutimo na lastni koži, več ali manj. Vedno. Boris, dober večer, kako lepo te je videti. Uspel sem priti nazaj, veš, uspel sem se priklopiti. Ja, nisem vedel, kako bo iz praznovanja, ker ne moreš domačih kar tako pustiti, ampak se je zelo lepo izšlo. O 5 smo začeli in je bilo čisto dovolj. Dobro, glejte, v svetu, kjer so obljube osrednjo orodje političnih govorov, marketinških kampanj in celo osebnih odnosov, je zlom obljub toliko bolj boleč. Obljube, kot so ali pa so kot tanka nit, ki povezuje sedanjost, pa recimo temu sedanjost z boljšim jutrim, so upanje, da nas čaka nekaj boljšega, kar nas dejansko vleče naprej, tudi kadar nas trenutna stvarnost zadržuje nazaj. Vsi imamo neke probleme, ki nas zadržujejo nazaj, če ne pa država za to poskrbi s kakšno plavo ali pa belo kuverto ali pa celo oranžno. Kaj se zgodi, ko te niti popustijo? Ko se lepša prihodnost, ki nam je bila obljubljena, spremeni v dim in pepel. Ko se zavedamo, da so vse obljube lažne. Ko se zavedamo, da se vse sesuva. Glejte, to vprašanje je danes mnogo bolj aktualno kot kdajkoli prej, saj je narejeno v takšnem razmahu, da niti nimamo prave predstave. Obljube pa lahko razdelimo na več vrst, seveda politične, osebne, ekonomske, družbene, družinske, prijateljske, partnerske, kakor želite. Govorimo o obljubah. Ampak politične obljube so pogosto najbolj vidne in hkrati, kot smo opazili, najbolj krhke. Politiki nam obljubljajo pravičnejšo družbo, boljše življenje za vse, konec korupcije, trajnostno gospodarstvo, transparentnost in kaj še vse. Ko se te obljube ne uresničijo, je zaupanje nas ljudi v politiko globoko omajano. In kakšne so posledice? Apatija, cinizem in celo radikalizacija. In osebne obljube so tista zaveza, ki jo dajemo najprej bližnjim. Recimo, obljube zvestobe, obljube ljubezni in podpore so temelj vsakega, kolikor toliko zdravega odnosa. Ko te obljube niso izpolnjene, pa se začnejo seveda odnosi krhati, nastaja čustveni zlom, ki lahko vodi v uničenje odnosov in v skrajnih primerih celo v hude duševne težave.
Dajmo presedlati zdaj na ekonomske obljube, ki jih dajemo sami sebi, bom to prišparil, bom to kupil, bom tist, ali pa nam jih dajajo drugi za boljšo penzijo, boljšo plačo, višjo plačo, lepše življenje, kar je dejansko v tem sistemu temelj našega finančnega obstoja. Obljuba o dobri službi, varni prihodnosti ali finančnem uspehu pogosto poganja naše čisto vsakdanje življenje. Ampak kaj se zgodi, ko te obljube spustijo, ko ne držijo, ko se dogovoru ne drži? Nastajajo kaj? Dolgovi, propad podjetij in revščina. Dobro, jaz sem navedel samo te 3 najbolj vidne posledice, po katerih pade pa kompleten domina efekt. Kaj vse se zgodi? Od rubežev do smrti, do žalosti, do samomorov, da ne naštevam. V današnji družbi se zdi, da so prevara in manipulacija postali glavno orodje za dosego ciljev. Obljube pa so pogosto zavestno orodje za manipulacijo, ki se uporablja predvsem v marketinških kampanjah in političnih agendah. Vendar pa vsaka prevara nosi s seboj tveganje, izgubo zaupanja in potencialno uničenje družbenih vezi. Se mi zdi, da smo ravno kar v takem okolju, ki se to zelo globoko vidi in dogaja. Dajmo pogledati prevaro kot družbeni eksperiment. Kaj pa če to družbeni eksperiment? Recimo, da se celotna družba zavestno odloči za eno vajo prevar, vaja prevar, da bi preizkusila meje zaupanja, meje odpornosti pri prebivalstvu in tako naprej. Kaj bi se zgodilo? Bi se družba zlomila ali bi šla močnejša naprej, ali bi se našla kakšna močnejša oblika socialne strukture? Vse to so globoka vprašanja. Glejte, če pogledamo najprej izhodišče obljub, našel sem eno zanimivo paralelo, ki jo boste vsi razumeli. Recimo v religioznem kontekstu obljuba večnega življenja in nebes predstavlja najvišji cilj mnogih vernikov. Kaj se zdaj zgodi s človekom, če se ta obljuba izkaže za prazno? No, pa si dajmo predstavljati človeka, ki je vse življenje zavestno živel v skladu z verskimi načeli ali pa z drugimi načeli, ki si jih je dal, da bi si zagotovil recimo mesto v nebesih. In potem se življenje izteče in na koncu življenja ugotovi, da nebesa sploh ne obstajajo. To je dejansko skrajni primer zloma obljube in tak zlom vodi v eksistencialne krize. Torej, če ni nebes, kot so bila obljubljena, ali to pomeni, da je vse zemeljsko življenje brez smisla? Se lahko človek vpraša pri zadnjem dihu svojega življenja. Materialne obljube so tiste, ki nas držijo pa v kapitalističnem sistemu. Na drugi strani bogatstvo, kariera, uspeh, vse to so stvari, ki nam jih obljubljajo kot ključ do sreče, kot ključ do izpolnjenosti. Ampak kaj se zgodi, ko te cilje enkrat dosežemo? In ko ugotovimo, da so ti cilji, kariera, bogatstvo, uspeh prazni. Kaj se zgodi takrat? Ko ugotovimo, da bogatstvo ne prinaša sreče, da služba ne izpolnjuje in uspeh ne daje občutka smisla življenja. Zlom teh obljub vodi do občutka, dobro poslušajte, osebne praznine, duševne praznine in do eksistencialne tesnobe. In zlom obljub, ki so bile namenjene dejansko oblikovanju lepše, boljše, bogatejše prihodnosti, pogosto vodi v uničenje iluzij in preoblikovanje dejanske realnosti našega življenja celotnega. In ta preobrat zdaj lahko vzamemo iz 2 perspektiv. Prvič, ni nujno negativen. Lahko je priložnost za refleksijo in iskanje novih poti. Za vse tiste, ki imate moč spoznanja, seveda je lahko prelom obljub, a veste, iskanje novih poti. Konec koncev morda je lepša prihodnost tista, ki jo oblikujemo sami. Brez odvisnosti, brez drugih. V tem procesu postane zlom obljub pravzaprav
začetna točka za resnično in trajno spremembo, ki izvira iz notranje moči in ne iz tistih zunanjih obljub, na katere se navežemo in čakamo, da bo to nekdo namesto nas naredil. Zdaj pa pogledajmo to v dobi, v kateri živimo, da malo skrajšam to zadevo, malo sem nakazal seveda te stvari, kako je z cilji, 17 cilji United Nations, Svetovnega gospodarskega foruma in seveda naših državnikov, ki se jih držijo kot klop plota. To so smernice za globalni napredek in vse se odvija v tej smeri. Se zdi, da so ti cilji zasnovani z najboljšimi obljubami, z najboljšimi nameni. Obljubljajo nam celo več kot nebesa. Transhumanizem, več kot človek, več kot božja kreatura, več kot človek je ustvarjen po božji podobi. Ampak, če smo realni in si pogledamo pošteno v oči, realnost kaže, da se vsak od teh ciljev, 17, vseh 17 ciljev, ki so, sooča z izzivi, ki jih absolutno ni mogoče prezreti. Že sam, če pogledate električni avto, pa goreče, pa elektro, a ne električne stvari, pa obljube za ne vem kaj vse. Kamorkoli se obrneš, vse gre narobe. V svetu, kjer se zdi, da se dejansko vsi ti cilji sesuvajo, rušijo in vodijo vse večji nadzor nad vsakim vidikom našega življenja, je ključnega pomena, da prepoznamo, kako se izogniti praznim in lažnim obljubam, ki pogosto spremljajo te velike obljube o boljši prihodnosti. Prvi korak k izogibanju praznim obljubam je razvoj kritičnega mišljenja. Takšne debate, kot jih zdaj imamo, ko vam podajam par vprašanj, par dejstev, resnic, in pa seveda globoke informiranosti. Globoka informiranost pa pomeni, da vsako informacijo, ki jo dobim, preverim. Tudi vi, to, kar zdaj jaz govorim, je prav, seveda, da preverite. Ali so ti cilji res boljši kot nebesa, ali so ti cilji res realni za dosego, za cel svet, za vsakega človeka v vsakem trenutku, ali pa kršijo nacionalne programe lokalnih skupnosti, posameznikov, ki imajo drug pogled, drugo perspektivo, drug način življenja. A bomo zdaj vsi enako živeli, vsi enaka cepiva, vsi enako hrano, vsi se bomo vozili v enakih avtomobilih in tako naprej. Čeprav cilji trajnostnega razvoja ponujajo obsežen načrt za prihodnost, je nujno, da jih preučimo skozi prizmo realnih podatkov in dokazov. Pomembno je, da se ne zanašamo slepo na neke uradne pripovedi, ampak raziskujemo, kako se ti cilji dejansko uresničujejo na lokalni in globalni ravni. Postaviti si moramo vprašanja, naprimer, kdo ima od teh ciljev, ki nam jih postavljajo Svetovni gospodarski forum, United Nations, ali pa spravi ta iz Pariškega sporazuma in to, kar nam implementira Janković v Ljubljani in pa druga pametna mesta, kdo ima od teh ciljev, ki se implementirajo, koristi? To je prvo vprašanje. Kakšni so resnični učinki teh ukrepov na, recimo, različne skupnosti, ali so spremembe, ki jih ti cilji prinašajo, resnično v skladu s potrebami ljudi, ali pa so namenjeni zgolj in samo povečanju ali pa povečevanju nadzora nad temi cilji oziroma nad ljudmi, nad nami. Da bi se recimo ognili tem praznim obljubam, lažnim obljubam, pa je ključno, da se zagotovi aktivna vključenost lokalnih skupnosti. Aktivna vključenost lokalnih skupnosti pa pomeni, da smo dejansko vključeni in to vključenost peljemo naprej. V redu, cilji trajnostnega razvoja so pogosto oblikovani na globalni ravni, kar pomeni, da se lahko njihova implementacija v praksi oddalji od realnih ciljev, od realnih potreb in želja ljudi, kar pa prinaša dejansko prej nesrečo kot srečo.
In to je participativna demokracija, kjer imamo recimo skupnosti, ki imajo neko skupno besedo pri oblikovanju in izvajanju teh ciljev. To je nujno za zagotavljanje, da smo vsi potem z besedo vključeni, z mnenji in skupaj oblikujemo nek smiselni, učinkoviti svet, ne pa samo po nareku enega, oziroma nekaj naredijo in nam je jasno, šele ko se to implementira, ko zadevo občutimo na lastni koži. To recimo, kar se je dejansko zgodilo z COVID varianto, ko smo naenkrat kar doživeli zlom, zaprtje ulic, ko smo naenkrat doživeli v bistvu vsi se moramo cepiti, maske nositi in tako naprej. Glejte, eden največjih izzivov pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja je pomanjkanje vnaprejšnje informiranosti, pomanjkanje transparentnosti, pomanjkanje namena, zakaj se to počne, in pa seveda odgovornosti. Tako kot sem prej rekel, če želijo, da naredimo družbeni test, se dajmo zmeniti in rečemo, gremo vsi v družben test. Ne pa, da potem izveš, da je bilo 6,5 milijard ljudi cepljeno zaradi testa, ker cepivo ni bilo testirano in se potem dogaja katastrofa. In vsa zaupanje v te ljudi, ki to počnejo, pade. Res niso dobro in niso prav naredili, ker so, ne samo, da so obljube prelomili, ampak celo naredili svetovno prevaro. Glejte, ko so ti procesi netransparentni. Nekaj se mi je tle zgodil, sekundo, samo malo, ne vem, zakaj se to dogaja. Cel zaslon mi je bel ratal, upam, da mi vi vidite. Ok, se vidi. Vidite, tebe se vidi. A se me vidi? Ja. Ja, meni se je tle nekaj zgodil. Dajte mi minutko, prosim. Ja, čudno, nekdo je, nekaj se dogaja, pa ne vem kaj. Če bo zdaj v redu. Probam malo poklikati. Ne vem. Kako je to čudno. Upam, da se spravi nazaj. Oprostite, prosim, to je pač tehnična težava, tle nimam kaj. Tudi tle bi me lahko naprej opozorili, da bo nekdo nekaj vlomil not ali pa nekaj naredil, ne vem, da se bo nekaj dogajalo, ne. Skratka, ostali smo pri transparentnosti. A bo? Boris? A se me vidi ali kako, ne vem. Ja, Se vidi? vidi se, te sem te nekaj prekinja, veš, nekaj te... Ja, vse nekaj Ja, se... vsake toliko zmrzneš, zdaj da si zmrznil. Ja, Pri ne, meni se pa ne dogaja nič, čist normalno, nič ne zmrzuješ, nič. ok, dajte mi minuto, da jaz tle mogoče moram ne vem kaj počakati, nekaj se je zgodil, pa ne vem kaj je. Prijetno občutek je tole, kar zanimivo. Pa mi boste povedali, če bo v redu. To pa je zanimivo, res je zanimiva stvar. Prste si jim stopil spet. Ne, to je, lejte, prelom obljub, ne, za lepšo prihodnost je huda stvar, namreč, ker to cela družba pade, ne. Se je zelo preprost stavek, ampak ko ga gledamo posledično, je pa to zna biti, lejte, za moj okus, nekdo, ki prelomi obljubo, zato pa so sodišča. Danes je moj starejši sin mlajšemu sinu za rojstni dan kupil knjigo, ki sem jo odprl in je pisalo, kako so se včasih imeli cajt ljudje samo tožiti, o drugih grdo govoriti, je to cirku molt, čim je z cirkve prišel, pa je imel čas ali imela čas vso vas upravljati in da so si pisali ne vem kakšna pisma s kakšnimi žaljivkami, z vsem čem možnim. In skratka, zanimivo. Zanimivo. In tam je bil, baje tudi imenovan noter, kot da bi bil hec, ne, en odvetnik Mihael, ki je potem to
te tožbe sprejemal, jih nosil na sodišče in seveda se je to zadeva zelo širila naokoli. Transparentno ogovarjanje. Vsak je vedel o vsakem, kaj kdo govori, o čem toži, kaj se počne. Zanimivo. 3 stavke sem prebral in sem vrnil knjigo. Sem rekel, evo, časi takšni, kot so bili, nič se ne spremeni in zanimivo. Ja ne vem, kaj naj naredim zdaj. Ja, zmrzuješ, pri meni zmrzuješ, ne vem, a še kdo to. Pri meni zmrzuješ, pa glasu zmanjkuje. Mogoče je pa z internetom, verjetno kaj mi internet trukirajo, ker je strahotno, meni se kar kocke pojavljajo. Zelo zanimivo. Kakšna nevihta, kaj? A veš, da ne vem. Kakšna nevihta? A je zdaj boljša, zdaj gre tekoče. Povejte še ostali, če je zdaj v redu, meni se je zdaj tle pojavila neka slika. Meni se skozi lepo, nobenih motenj ne vidim. V redu, če pa je to dobro, potem pa mislim, ok. No, če gremo naprej, smo rekli, kje smo ostali, kdo ima cilje, oziroma kdo ima največ koristi od vsega tega, kar se dogaja. Ne? In ali so spremembe in cilji, ki jih dejansko uvajajo, če prinašajo resnično tiste potrebe, ki jih ljudje potrebujemo. Ali je to namenjeno zgolj povečevanje nadzora, nekje tle se mi zdi, da smo ostali, ne? Ne vem, spet vse. Prima, to je dober občutek. Recimo, da bi se izognili praznim obljubam, lažnim obljubam, če razmišljamo, kaj je ključno, da se zagotovi. Aktivna vključenost, smo rekli, v lokalnih skupnostih in proces odločanja, ampak tega žal nismo mi deležni kot državljani, čeravno mislim, da so zdaj naredili celo nek projekt, nek dogovor v državnem zboru, na Facebooku sem nekje prebral, mi je nekdo tole napisal, v tem smislu, da je treba lokalne skupnosti vključiti, da je treba NVO-je vključiti v delovanje in pa pazite, civilne skupnosti, ne ljudstvo. Civilne skupnosti, kdo pa so civilne skupnosti? Civilne skupnosti je pa zdaj več tujcev, pa več plačanih NVO od zunaj, kakor pa, bom rekel, državljano ali pa ljudstva. Ljudstvo se delajo pa dejansko veliki problemi, velike težave. Zakaj? Zato, ker je treba premoženje odvzeti, ljudi narediti bolane in odvisne. Da naredijo trajnostni nadzor, če sem grob v besedah, ne? In oblikovani na globalni ravni, kar pomeni, da se lahko implementacija v praksi oddalji od realnih potreb, želja in ljudi. In tukaj od realnih želja in od realnih potreb ljudi mislim, da je tukaj največji problem. Ker ko se ljudje v državnem zboru odločajo o ciljih, ki prihajajo od daleč, od zunaj, sklenjeni nekje v United Nations ali pa na Pariškem sporazumu, ali pa jih neki uradnik napiše na papir in naj bi se to implementiralo, nima nobene veze z konkretnim življenjem, s tistim, ki ga mi živimo tukaj. Recimo, ko se mi tukaj dobimo, konkretne potrebe, kaj kdo rabi, kakšne ima zdravstvene težave, koliko ima otrok, kako načrtuje družino, ali imajo mladi stanovanja in tako naprej. In ta skupna beseda pri oblikovanju in izvajanju teh ciljev, glejte, je pa nujna za moj okus za zagotavljanje prihodnosti, da so ukrepi dejansko smiselni in sploh učinkoviti. In vključitev lokalnih glasov, ne samo po nareku, to bomo naredili, pa to morate, pa odloki, zakone in tega že toliko, da se več ven ne vidimo, pa je dejansko se ti cilji bi po moji oceni dobili legitimnost, tako pa nimajo legitimnosti, zato ker so narek, ker so diktat. In to rečejo, to pa zaradi tega, da se preprečujejo zlorabe
Prekomerni nadzor je potreben za vašo zaščito. Obljubo moramo prelomiti zaradi tega, ker se ne da drugače narediti. Eden največjih izzivov pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja je, tako kot smo rekli, pomanjkanje preglednosti, transparentnosti, vse se nekaj dela iz ozadja. In ko so procesi netransparentni, se pojavi prostor za zlorabe, korupcijo in prazne obljube. Zahtevati moramo večjo preglednost pri porabi sredstev, ker vse se pri denarju začne in konča, in zdaj, če ga tiskajo za en poseben namen, za tiste ljudi, ki izvajajo agendo, za tiste, nad katerimi se pa agenda izvaja, pa denarja ni, je pa tiskalnica. A se veste, kako je stara tiskalnica za grozdje izgledala, ko so jo zavijali, pa še malo. Do zadnje kaplje krvi stiskajo van, ne? Tako da zahtevati moramo nujno večjo preglednost pri porabi sredstev, o tem pisati, razglabljati in seveda vprašati, kam je šel naš davkoplačevalski denar pri oblikovanju politik, pri izvajanju projektov. Če že govorijo, da izvajajo cilje trajnostnega razvoja in če mi to plačujemo, poleg tega, da Evropa seveda to sponzorira določene stvari, za katere niti ne vemo, kam gre denar, je prav, da vprašamo, kje je denar. Za migrante, za stanovanja, za njihovo izobraževanje, za njihovo, ne vem, dobrobit, ki pridejo živeti sem. Ima več pravic nekdo, ki pride brez dokumentov v Slovenijo, ima plačano stanovanje, dobi službo, otroke mu šolajo, sam se šola, službo dobi, še ne vem kaj, še kakšne socialne podpore. Tukaj, ko si pa domačin, te pa stiskajo kot na stiskalnici. Pa ne sam pri denarju, ampak tudi z raznimi obtožbami, sodnimi primeri, s prisilnimi odločbami in tako naprej. Poleg tega je pa treba, jaz mislim, tukaj neke trajne mehanizme vzpostaviti odgovornosti, ki je zaenkrat ni. Zdaj le, a veste, so rekli sodne počitnice. Ma kakšne sodne počitnice? Ves čas sodnih počitnic so ljudje dobivali kuverte, pisma, odločbe, opozorila, kazni, globe. Človek ne more verjeti. Iz prve roke vam povem zaradi tega, ker sem toliko mailov dobival in toliko vprašanj in toliko prošenj za pomoč, ki jih nisem prej v pol leta ali pa v celem letu skupaj ne dobil. Takšen naval je trenutno, takšno je trenutno stanje v družbi, z zgoščenostjo počitniškega pisanja. In tukaj jaz pravim, da je treba nujno sankcionirati tiste uradnike in tiste ljudi, ki zlorabljajo sistem. Dejansko ga zlorabljajo. In to imajo kar modus operandi, kako eno stvar začnejo in kako ti na koncu, kaj 153. člen zakona o obligacijskega zakona, kjer je pač tam piše rubež. Se pravi, začetno, to si naredil, obtožba in potem je cel proces naštudiran, da se ti usedejo na račun. Je tvoja last, ker že koliko se davke plačaš, bruto, neto plača in tako naprej. In potem ti ne moreš ne levo in desno in kaj boš še rekel pri teh ciljih, ki jih izvajajo. In to, veste, je problem zaradi tega, ker vse skupaj vodi v povečanje centraliziranega nadzora družbe. To, za moj okus, je pa zelo nevarno. A veste, zakaj 143. člen Ustave ne implementirajo v pokrajine in v vse te stvari? Zakaj ne? Zaradi tega, ker bi se centralizacija morala decentralizirati, ker bi vsaka pokrajina dobila svoj naslov, svoje pristojnosti, tako pa vse vodi tukaj država iz Ljubljane. Zaradi Jankovića, ki je lobiral v državnem zboru pri Golobu, sem videl dokument leta 2022, kjer so napisali za razlog, če implementiramo 143. člen Ustave Republike Slovenije in naredimo zakon o pokrajinah, se Ljubljana decentralizira in izgubi moč. Tega pa mi ne želimo. To je pisalo kot razlog. Zato se tega ustavnega člena ne bomo držali in zakona ne bomo sprejeli. Se pravi, gre za naklepno kršenje ustave in gre za naklepno centralizacijo vsega. Ljudje božji,
Vsem nam povejo. Kršimo ustavo, kršimo zakone, kršimo sistem, kršimo družbeni dogovor, zato da vas bomo pohopsali. Sramota. Jaz pravim tako, treba je zagotoviti, da se odločitve sprejemajo na ravni, ki je bližja ljudem, ne pa bližnja tem okupatorjem, ki se grejo centralizacijo. Marsikdo tega ne vidi, marsikdo vidi, pa je brez pomoči ali pa ne upa reči, zato ker bi bil ob službo ali pa še kaj drugega. In dejansko, če se bi že šli te cilje, 17 ciljev z neko obljubo boljšega življenja, bi morali ti cilji biti porazdeljeni, res pravično, ne pa govoriti o pravičnosti, delati krivico in se tako centralizirati. Glejte, pomemben vidik izogibanja praznim obljubam je pa kaj? Pomemben vidik je to, kar počnemo zdaj mi. Da povemo na glas, da smo slišali obljubo, da se v tej povezavi izobražujemo, da ozaveščamo javnost, kolikor je možno, da gre to malo v širino, da delimo te stvari javnosti in seveda o potencialnih nevarnosti ciljev trajnostnega razvoja. Gre za trajnostni nadzor nad nami v vseh možnih pogledih, ki jih niti vseh ne poznamo, ne vidimo, ker nam tega transparentno ne pokažejo, niti ne povejo. In s tem, če bi bili in ko bodo, če bodo ljudje dobro obveščeni in izobraženi, šele takrat se lahko aktivno ti postaviš na pravilno stran. Rečeš, ok, super, so ga polomili, to je dobro za nas, fajn, gremo v lepši jutri. Ali pa rečeš, hvala lepa zaradi tega, ker je bila obljuba postavljena tako in prelomljena. Konc, ne. In to gre za ozaveščanje o možnih tveganjih tega nadzora in prekomernih regulacij in je ključno za ustvarjanje dobre, prijetne, lepe družbe, ki je sposobna prepoznati in se upreti praznim obljubam. Take ljudi, ki samo obljubljajo, pa vidiš, da delajo drugače, ne vem, kaj si naj mislim. Usmerjanje pozornosti na pravičnost in enakost v vseh vidikih izvajanja ciljev ni pošteno. In ti cilji ne smejo, glejte, postati orodje za povečevanje razlike med bogatimi in revnimi, med globalnim severom in jugom. Nasprotno, morajo biti usmerjene predvsem v zmanjševanje neenakosti in zagotavljanje pravičnih priložnosti za vse, če že govorijo o vključenju vsakogar. Nikogar ne bomo pustili za seboj, je slogan United Nations. Če je temu tako, potem naj se tega držijo, ne pa da izključujejo, tolčejo, žalijo v svojih skupnostih, kjer so pa samo elitni izbranci, ne, se imajo pa fino svoje zabave, svoje finance, svoje jahte, svoje počitnice, tle pa izvajajo nasilje. Naj bo potem pošteno za vse enako. Mislim, to je moje osebno mnenje, moj osebni pogled. Kako pa vi razmišljate, kako vi razumete stvar, tudi tisti, ki ste v državnih službah in ne vede misliti, da delate dobro, delate pa dejansko zelo slabo, ker v celotni mašineriji delate samo en drobec, ki poganja celotno uro. Če iz te ure en kolešček vzameš ven, se pa čas ustavi, ura ne teče več, ne deluje. Kaj je ta kolešček? Ta kolešček so pa informacije, ki jih dobivajo od nas. Podatki, osebni podatki. Če nimajo od nas informacij, osebnih podatkov, celoten sistem pade, zato ker umetna inteligenca se nima več s čim napajati, inštitucije nimajo več podatkov, ker jim ne damo, zahtevamo izbris osebnih podatkov, zahtevamo izpis osebnih podatkov in zahtevamo odškodnino za vse, kar so do zdaj napačno uporabljali ustavo, zakon, General Data Protection in varstvo osebnih podatkov po slovenski zakonodaji. Čisto preprosto. 17 ciljev trajnostnega razvoja prinaša sicer velik potencial za izboljšanje sveta, uradniško gledano, ne? Vendar le, če se izognemo praznim obljubam in pa s tem centraliziranega nadzora. Zato je potrebna preobrazba pristopa od zgoraj navzdol k pristopu, ki vključuje lokalne skupnosti, o tem, kar smo že govorili, da se moramo povezovati in spodbujati kritično mišljenje, zagotavljati transparentnost in odgovornost ter temelji, ki naj temeljijo na pravičnosti in dejanski enakosti.
ne pa samo, da se o tem govori. Edino tako menim, da lahko zagotovimo obljubljeno lepšo prihodnost in resnično prihodnost, ki naj bi bila in v tem primeru bi bila dosegljiva za vse. Tudi za tiste, ki malo manj dobro živijo, pa za tiste, ki preveč dobro živijo, pa da se potem naredi za vse približno enako. Ne moreš vseh v isti koš dajeti, ampak kar človeku pripada in kar si zasluži. Zdaj pa je najbolj huda stvar, ki jaz mislim, da se trenutno dogaja, predvsem opažam to v slovenski družbi, seveda po vsem svetu, ampak jaz sledim tukaj. V Sloveniji Državni zbor, vsak teden si pogledam nekaj razprav v živo, ki so zdaj v zamiku 3-4 mesecev iz parlamenta, na TV3, zakon. Hitre spremembe zakona, hitro implementirane cilje v slovensko zakonodajo kot družbeni dogovor, ki naj bi bil temelj organizacije ali pa organizirane družbe, kjer naj bi se pravila in predpisi zagotavljalo neko pravičnost, nek red, neka varnost za vse člane skupnosti, ne da se zakon piše samo za eno sekto izbrano ali pa za lobiste, ki se dajo not. V idealnem svetu dejansko zakon služi kot sredstvo za dosego boljšega življenja, zato je zakon namenjen, kjer se spoštujejo pravice posameznikov in se pravično obravnavajo tudi kršitve. Naj vam povem, v praksi je povsem drugače. Imam eno gospo, ki je lastnica gozda, ki je inšpektor nagaja in potem smo mu pokazali nepravilnosti in ker on ne prenese, da on kaj narobe naredi, seveda on vedno vse prav naredi, smo pisali na višje inštance in ta višja inštanca namesto, da bi inšpektorja opozorila, da je to in to in to kršil, je potegnila z njim in stranko v postopku imenovala prekrškar. Ime in priimek, v oklepaju v nadaljevanju prekrškar, to edino sodišče lahko določi, če je prekršek, če je zakon kršen. Ne more pa to ne inšpektor, ne more to ministrstvo narediti, zato ker to je kršitev 23. člena ustave, šele ko sodišče ugotovi, kdo in kaj in kako se lahko, ne pa da te že naprej določi za prekrškarja. Strahotne stvari. V praksi pravim zato, da prihaja do popolnega zloma sodnega sistema, pa ne samo sodnega, celotnega državnega upravnega sistema in upravno sodišče, ki bi moglo biti največji zaščitnik zakona in ustave, v bistvu tukaj dela največjo škodo. Zdaj ne vem, ali so dobili politična navodila, ali to delajo, ne vem, ne poznam ozadja, ne vem, kakšne politične dogovore imajo ti ljudje, da se to zlorablja. Pustimo vprašanje, ki se mi odpira, kaj je torej rešitev za tak zlom? Kaj bi človek naj naredil, ko se na ugotovljene nepravilnosti nihče več ne odziva? In če ugotoviš nepravilnost, so užaljeni, nabijajo še kazni, češ, da se ti pritožuješ. Krasni novi svet. Moje mnenje, da je ena izmed najpomembnejših rešitev celovita reforma sodnega sistema ali pa sploh njegova odprava v takšni obliki, kot je zdaj. Nekaj novega treba narediti, tako kot sem prej rekel. Če je prelom obljube, se lahko zgodi, da se človeku nekaj novega odpre, da se družbi nekaj novega odpre. Prenovitev zakonodaje, vendar ne tako kot zdaj, da se zagotovijo zakoni, ki odražajo resnične potrebe družbe, ne pa fiktivne potrebe družbe. To je velika, velika razlika. Poleg tega je treba zagotoviti neodvisnost sodnikov, neodvisnost pravosodnega sistema kot celote. Preprečiti je treba vsakršno politično in vsakršno ekonomsko vplivanje na sodniške odločitve, ker to vodi v korupcijo in v nepravičnost. Marsikdo od vas je dobil, da bo sodišče obravnavalo vašo zadevo, če boste plačali sodno takso. Ja, huderja, sodno takso. Država te napade, ti se braniš in zdaj, preden se braniš, moraš plačati 300, 400, 500 evrov ali več, zato da sodišče sploh vsebino obravnava. Veste, kakšna kršitev ustave je to? No in temu se reče politična zajbancija naroda.
ko pohodijo demokratično republiko. Veste, kaj v ustavi piše? Ne? Mi nismo politična Slovenija. Pogledamo člen. Zanimivo, ne? Slovenija, prvi člen, Slovenija je demokratična republika. Slovenija ni politična demokracija, da bo ena stranka po nas srala ali pa podkupljeni politiki preko zunanjih vplivov, preko zunanjega kapitala in tako naprej. Pa ne samo sodnikov, vsako politično, ekonomsko vplivanje na sodniške odločitve je treba preprečiti. Ker to danes en človek ima nek magisterij, pa je povezan z, ne vem, z občinskimi funkcionarji in tako naprej. On tam po celem okraju lahko govori, kar hoče, vsi mu ustrežejo, narod pa okrog gleda debelo, kaj se dogaja. Zato ker pač on to lahko tako počne. Psihopatski nadzor nad celotnim krajem, kraja zemlje, kraja še marsičesa, ne. Tako da to so hude stvari. In taka reforma, o kateri zdaj govorim, glede na to, kaj se dogaja, bi mogla vključevati tudi uvedbo sodobnih tehnologij, ki omogočajo večjo preglednost in dostopnost sodnih postopkov za vse državljane. Se spomnite, ko so rekli, da bi radi odprli sodne postopke, sodne obravnave za javnost in potem tudi končne sodbe v imenu ljudstva, da bi prišle v javnost. Ni šans, ne dajo, zato ker je toliko goljufij, toliko prevar, toliko prelomljenih obljub, da je to pravzaprav nemogoče. Prej smo se vprašali, kakšna je rešitev. Ja, druge rešitve ni, kot da se sami izobrazimo in da se ne pustimo, več kar na lepem verjeti odvetniku, notarju, sodniku, politiku, pravnikom, duhovnikom, trgovcem, gospodarstvenikom, pa da se sami začnemo izobraževati, zato ker so nam to vse zamrznali. V šoli dobivamo samo podatke, ne učijo pa nas razmišljati. Ne. Imamo dve vrsti šoli, tudi v Sloveniji. Imamo upravno izobrazbo za državnike, ne, pa za upravne delavce v državni upravi, ki drugega ne znajo, kot tisto, kar pride za računalnikom in daje navodila, ukaze, odloča o tvojem življenju. Pa naj si bo to socialni delavec, naj si bo to upravni delavec, naj si bo to sodnik, kdorkoli. Žalostno. Pravna pismenost ljudem, dajte, zato jaz zelo veliko o tem pišem, kolikor lahko, kolikor nisem blokiran ali pa mi ne nagajajo tako vmes med tehniko, kar se mnogokrat dogaja, ne. To pa seveda zmanjšuje možnost zlorab in napačnih interpretacij. Samo to, samo tako, da se ozavestimo, da se informiramo, kajti, če ti pa jaz poznava svoje pravice, če poznava delno pravne postopke, se to da sproti učiti, se lahko tudi bolj učinkovito branimo pred zlorabami in nepravičnimi stvarmi, odločitvami, da se seveda potem zakon tudi spoštuje. Jaz vem veliko ljudi, ki bi naredili drugače, ampak bi se jim življenje čisto zasukali, če jim ne povedal par stvari. In niso mogli verjeti, da je to sploh možno, da so tako globoke prevare v sodnem sistemu. Civilna družba, jaz bom rekel, kar ljudstvo, ne, slovensko, igra ključno vlogo pri nadzoru nad delovanjem sodnega sistema. Moramo pisati, moramo se upreti, moramo vprašati, moramo zahtevati dopolnitve na vsako njihovo pisanje. Nekaj vam povem. Če dobite pismo od kogarkoli iz državne uprave in vi tega pisma ne razumete, iščete odvetnika, ne, ker ga ne razumete. Vam pa nekaj povem, uradnik, sodnik, politik, kdorkoli vam že piše, mora pismo napisati tako in samo tako, da ga vi brez kančka dvoma lahko razumete in razberete materijo, o kateri teče razprava. Vkolikor so besede zavite, vkolikor je ta pravna latovščina napisana v takšnem smislu, da je vi ne razumete, pomeni, da gre za naklepno prevaro.
V takšnem primeru lahko vedno zahtevate zavrnitev dopisa in napišete: oprostite, ne razumem, o čem pišete, napišite mi v lepi slovenski besedi, kaj že od mene želite, ali pa kakšen je postopek, ali pa zakaj to tako pišete, jaz tega ne razumem. Naj si oni med sabo dopisujejo, kakor si hoče, ampak za ljudi, mi imamo pa lep slovenski jezik, v katerem se pogovarjamo, v katerem pišemo in v katerem smo šolani. Pravno latovščino, ki jo že Bog ne razume, ko eno vejico predstaviš, ali pa vsi ti pomeni, ki so noter, včasih bereš eno celo stran in sploh ne veš, kaj hoče nek uradnik. A mi lahko kdo potrdi? Ne. Več ali manj je tako. Napišejo znanstveno fantastiko, brez repa in glave, in človek, ki mu je to namenjeno, absolutno ne razume. In v prvi vrsti bi moglo biti napisano za tega človeka, kateremu je namenjeno. Tukaj pa igramo seveda mi kot narod, ljudstvo, ali pa bom rekel kot eno majčkeno društvo z veliko člani, ključno vlogo, ko se o tem obveščamo, izobražujemo, razpravljamo, iščemo rešitve za bom rekel, spremljanje in spreminjanje delovanja. Ena gospe, ki sem včeraj mi je poslala odgovor, ko sva pisala eno stvar, in mi je poslala nazaj, rekla, o čem pa ti ljudje pišejo, ni razumela. Zato vam to razlagam danes. In recimo neodvisne organizacije, kolikor jih še sploh je, če je sploh še kdo neodvisen, mediji, posamezniki, naj bi imeli toliko notranje moči in tudi zunanje moči na sestankih v živo preko Zooma ali pa sredstva za sprejemanje delovanja sodnega sistema in za opozarjanje na nepravilnosti. Če ne drugače, javno, da se opozori na nepravilnost. Ne? In to, če bomo tako pritiskali, pomeni, da na drugi strani vidijo in vejo, da vemo. In če mi vemo, je zelo težko manipulirati. Je bistveno težje prevaro speljati, je bistveno težje prelomiti obljubo, ki izgleda, kot da smo jo prelomili mi z nekimi prekrški, dejansko pa gre sistem v to smer, da ti obljublja nebesa, pošljete pa v pek in reče, ti si kriv. Kršitve zakona morajo biti v takem pogledu ustrezno sankcionirane. Glejte, to je stvar, ki sem jo jaz danes želel na kratko povedati, mislim, koliko je bilo zdaj z vsemi tistimi 45 minut, 5 minut smo imeli tako težko stvar. In bi vas sedaj seveda povabil k razmišljanju, k skupni debati, kakšna je pa vaša miselnost glede pravnega sistema, glede zloma obljub za lepšo prihodnost, recimo, ki naj bi bil, ne vem, čudovit svetilnik v temi, ki nas vodi skozi negotovost in obljublja svetlejši jutri, pa se vse to ruši. Imamo svetilnike zunaj na cesti, ampak ta svetilnik, namesto da bi bil namenjeno samo svetilnosti, a ne, ima noter kamero, mikrofon, pa še kaj. Tako da, gledajte, misliš, da je luč, v bistvu je pa Satan, ki te nadzira in vodi. Dobrodošli, odprite mikrofone, povejte, kakšno imate izkušnjo na to tematiko preloma obljub, zavajanj, leži, ugotavljanj, ki jih skupaj ugotavljamo, vesti uradnikov, ne vem, kakšno vest imajo ti ljudje, kako spijo, ko to počnejo. Ima kdo kakšen podoben primer, je kdo kaj iz tega, kar sem povedal, doživel kakšno stvar v življenju? Ja, živijo Borut tukaj. Povej, Borut. Ja, jaz sem kar dosti stvari doživel s tem našemu zavoženemu pravosodnemu sistemom, ne. Se kar strinjam to, kar si danes govoril, kar rekel celoti. Je pa tako, ne, danes včasih ti lahko planiral nekaj za naprej, si to, ne vem, naredil en plan, je to laufal, danes ne moreš za jutri nič narediti, ne za kakšen teden, mesec, pa šele za kakšen let naprej. Je nemogoče, ker je sistem je tako razsut, mislim, kam to pele res, to je nekaj nenormalnega, od glob do tega, kar ti prav, vse to je v bistvu kao že v agendi not,
nekako pisan, ne, da bi pobrali ljudem vse, kar je možno, ne, in da bi bilo to vse v bistvu države. Ne. Se to delajo na tem, ne, z tem, da prisilijo človeka, da ne more stvar plačati, grejo naprej do rubeža na koncu in tako naprej. Ne. Se to se vidi, poznam kar je nepar takih ljudi, ki nimajo več izhoda in kamorkoli se obrnejo, na kjer praven sistem je vse zavrnen, neutemeljen. Ni da ni, no, lej, ni da ni. Ko to bereš, mislim, res ne prebiješ več leda. Včasih še nekako s kakšno stvarjo, s kakšnim ugovorom uspel, ne, ki si ga zavrnil, danes tega ni. Recimo, mene je danes razkuril, da so spet bojo z leto 25 bojo RTV prispevek dvignili, ki ga sploh nimajo pravne podlage, tako kot si že v tem govoril, pa še kar nabijajo, pa še kar narod gleda, pa še kar ne vem, lej, kako da se nam moramo skrb zbrati skupinsko in se upreti. Lej, narod res dobesedno spi za 4 stenam, jamra, vsi jamrajo, ako je treba kaj narediti, oni ne bi nič naredili za preobrat, ne. To je največji problem, ne. Kakor je tista zgodbica, ne, v bistvu, ko bo narod vstal, bojo oni počepnila, ne. To je tisto, kaj šahovnica, spod so ljudje, se mogoče to videl na Facebooku, ne. Mizo držijo, ne? Ja, mizo držijo, ja. Ko bo narod vstal, bo njihova igra končana. Jaz sem to že 4 let nazaj govoril, pa so me imeli začudenega, kaj s tem mislim, a ne. Ljudje ne dojemajo stvari, lej, sana se jemne, ne. To je vse tako apatično, motično, jaz ne vem, a so zadrugiran to, kakva je, pojma nimam, lej, to je, ne vem, lej, jaz ljudi ne zastopam več, vsi bi jamrali, kot ti praviš, koliko jih danes gleda, 8 nas je kle gore, recimo, ne, ker bi nas mogli biti par tavžent na teh stvarih, obvešča drugega, nekomu poveš, da je pa id gor, priklop se naklema, kam je to poslušal, to je zame, a veš, ljudje ne dojemajo stvari, ne, da bi spremembo naredili, pa še to manj, ne, ne vem, lej, jaz res, ker tole gledaš in odloči pa to kar bluzi, folk kar bluzi, sploh ne vidi, nad glavo ima kamero, pa sana, da to ni kamera. Sam se plaže, v brez laže, ne. In te panoji svetleči, ki so, to je iz mikrokamer not, to je vse počutje človeka, to je vse, lej, na Kitajskem je to že, ne vem koliko let razvit, da če se ti nav smejo, če naš dobre vole, ti bojo z računa trgali. Mislim, to se dogaja. In to hočejo kle vpeljati ta sistem dobesedno še večjega suženjstva, kot je, ne. To je, ne vem, narod se težko se bo skup vzel in ne vem, no, lej. Jaz bom rekel, da imam drugačen pogled okrog tega, ti si to povedal zelo pesimistično in zelo realistično. Torej, glede na njihovo, zapomnim si, glede na njihove želje, da nikogar ne bodo pustili za seboj. Če eden ostane, njihova obljuba ni izpolnjena. Ok, ne glede na to, da ne se danes 8, prvič jaz mailov nisem poslal, ker nisem vedel, če bo. Ljudje so še na dopustih, to je zelo veliko, ne veš pa, koliko jih je na live na 3 drugih portalih, ki to gledajo in spremljajo, tako da pozdravljamo vse, ki tukaj niso vidni na Zoomu, ampak drugače spremljate, vsem lep pozdrav, rad vas imam. In glede na njihove zahteve, da to stvar tako resno jemljajo, Borut, dejansko jemljajo stvar čist preveč resno, ne? Ker jih čist nič ne zanima, kdo umre, kdo se slabo počuti, koliko ljudi je umrlo po teh injekcijah in še kar naprej pilijo to in se izmišljujejo razne viruse in seve in ne vem kaj vse. Koliko si ti omenil te panoje, ki so po mestu, preden se ti postaviš in prebereš pred pano, ti lepo bereš, on te pa analizira, pa naredi celo sliko o tebi, krvno sliko, mentalno sliko, kako se počutiš, kdo si, faco ti registrira, skratka vse. Svetlobni pano reklamni na cesti, a ne? Ja, tako kot si rekel. Ja, seveda, plus vse druge kamere, kje si, kolikrat si, s kom se gibleš, in pa statistični urad, ne samo Republike Slovenije, ki nezakonito pošilja vse slovenske podatke v tujo državo, ker tam analizirajo, potem pošljajo v Eurostat, Eurostat nas pa preko Evropske unije in preko zakonodaje in ured tle nazaj drka v Slovenijo, zaradi tega, ker pač imajo naše podatke.
banke dajajo podatke v statistični urad, šole, vrtci, občine, FURS, vse trgovine, kje kupuješ, kaj kupuje ženske, če imate piko kartico, to gre vse v statistični urad, bančni izpiski, skratka vse. In tam potem te podatke obdelujejo in vidijo, kdo je reven, kdo ni, koliko plačuješ, sodišča pošljajo tudi vse, skratka vse ustanove pošljajo statističnemu uradu, kjer je preko 250 ljudi zaposlenih in te podatke obdelujejo, razvrščajo in jih seveda pošiljajo v drugo državo, ker tam pa potem evropski stat delajo. Dokler bodo naše podatke dobivali, toliko časa bomo bogi, ko bomo podatke zaprli, zahtevali izbris in izbris in pozabo podatkov, osebnih podatkov, ki niso dani za namen, če jih daš za namen, v redu. Ampak če ta ustanova, kateri si dal za namen, recimo ti si se naročil na elektriko, si dal namen za električni račun, podatek, ime, priimek, naslov, kamor ti pošljajo račun. Pa je tista elektrofirma brez tvoje vednosti krši 38. člen ustave in te podatke tvoje osebne pošlje RTV Slovenija. Pa dobiš račun še od RTV Slovenije, prav? Ali pa otroka v šolo upišeš, daš podatke za namen opisa šole, pol dobiš pa pošto z policije, pošto iz socialne, pošto iz zdravstvenega doma, s kako pravico šola naprej pošilja podatke za otroka, ki se upiše samo v šolo. Glejte, take stvari, take pizdarije je treba čim prej ukiniti, čim prej prenehati, ker zdaj s temi podatki delajo ko svinja s koruzo. Slabš, neodgovorno, da ne govorim o policiji, da ne govorim o županu in o občinah, kaj vse zbirajo. Preden ti vodo spustiš iz sekreta, ima senzor in gleda, kakšno vodo spustiš. Oprostite, ko serjaš v sekret, ali pa vodo spustiš, ko posodo pomiješ, ker si v mestu gleda, kam imaš noter. Ne me čuden gledati, ko je odpadne vode, pokažejo način tvojega življenja. A ne? Odprite mikrofon, prosim, povejte. Je dobil kakšno pismo, kdo med počitnicami, pa se mu zdi, da je čudno, da ni res, da je kaj zlaganga noter, da so ga shecali. Noben nič? V redu. Ok. V redu, če bi kdo želel še povedati stavek 2, koga pozdraviti, sicer bi pa jaz potem prešel kar na Fly Me to the Moon, nocojšnji film sem pripravil za vas, mislim, da je cirka 2 uri traja. Komedija, ki ni komedija, ki veliko pove, pa nič ne pove, te pusti še vedno v luftu, a hkrati ti odpre kaj se počne z eno tako stvarjo in kako se iztreže, marsikaj se lahko naučimo. Prav, če se strinjate, je to. Ali naredimo 5 minut mogoče pauzice, pa to, da se malo spočijemo, zdaj točno 1 uro traja to naše srečanje, naredimo 5 minut premora, a ne? Si naredimo kokice, pa 20:05 poženemo film. Je prav tako, se strinjate? Mihael, Ja, Helena tukaj, jaz sem še zdaj videla, da je začela oddaja, sicer ne vem, o čem si govoril. V glavnem, jaz te lepo pozdravljam. hvala. Da si se vrnil nazaj. Govorili smo o zlomu obljub za lepšo prihodnost. Aha, se mi je zdelo. Tako da lej, ali ti je to partner, ali to ti narediš, ali ti država naredi, skratka. Kakšne so posledice in kaj lahko naredimo, da se taka stvar prepreči, zmanjša. V tem smislu smo razpravljali, a ne, in tudi film gre nocoj v tem smislu, da obljubljajo polet na Luno, a ne, v bistvu pa gre za fake. Ampak še kar trdijo, da so bili, ne vem, tistega leta, ki je cela raketa za en mobitel ni imela tehnologije skupaj, da so bili na Luni. Danes, 2024, pa še nobenega posnetka z Lune videl nisem. Pa nobenega, kako je gor hodil zdajle, v tem sodobnem času.
Res je, bili Dobivaš pa injekcijo, kjer je noter strup, kjer so noter vrhunske mikrotehnologije, kjer te hočejo robotizirati in tako naprej, tako da z ene strani tako, z druge strani, se pravi, makrokozmos, mikrokozmos, mi smo nekje vmes in tle se moramo tle vmes zdaj boriti. Okay. Mihael, Ja. ja, drži. Če nismo prvikrat popustili, pa tudi zdajle ne bomo. Ne, sploh ne gre za popuščanje, mislim, najboljše je, da se teh ljudi sploh ne posluša. Ugasni TV in si rešena, ugasni radio in si rešena, ugasni internet in ti ljudje ti zginejo, ta magija zgine. Čau, Miki, ne. Res je. Ja. Res je. Konc zgodbe, ne. Ampak glede na to, da imajo ljudje neki določena znanja, ki lahko pomaga nekomu, ki bi se v to mrežo ujel, se mi zdi pa korektno in pošteno donacije naroda, družine, prijateljev, skupnosti, kjer živiš, da se informirajo stvari, pa naj s to informacijo vsak posameznik naredi, kar želi, kar hoče. Tukaj je, kom bo vole, zdaj si pa sam na sebi. Če želiš, smo lahko skupaj, naredimo skupaj, če pa ne, pa pač tako je. Če pa hočeš po nas kljukati, pa rečemo, veš kaj, hvala lepa, kljukaj po sebi in po svoji žlahte in po svojih politikih, ne? Ali pa po svojih medijih. Tako, čist enostavna je stvar, ampak ljudje danes razmišljajo precej drugače. Rabijo vodstvo, rabijo besedo, rabijo nalogo, rabijo, da se mi reče, vzami svinčnik, zdaj napiši to. Totalno nesamostojni. To je največji problem. Mihael, jaz pa rabim svobodo. Da sem svoboden človek. In komaj čakam, ne vem, jaz imam neko upanje, da vse glih pride do tega, da smo pač sicer procentualno vsaj tistih 30% ljudi svobodni. Kaj te omejuje pri svobodi? Daj mi kje imaš meje? Kje si ujeta, v kakšno mrežo? Recimo vse ti davki, plačevanje, ne vem, ko nam kar nabijajo davke za hiše, za nepremičnino, ne, ki si jo že, v bistvu moji starši so že zdavnaj krvavo, bi se temu rekli, odplačali. Zakaj pa to plačajo, zakaj pa ne pojasnijo, naj napiše drugič račun, pošli nazaj, čist preprosto, pošliš račun nazaj in rečeš, da zahtevaš dopolnitev k temu računu pogodbo, iz katere bodo razvidni natančni razlogi in členi, da obstaja pogodba in noter člen, koliko na mesec moraš komu plačevati. Se pravi, če ni pogodbe, ni primera, če ni trupla, ni dokaza, no contract, no case, no body, no crime. Sledeče pomeni, če dobiš račun, pošleš nazaj, zahtevaš dopolnitev, pozabili ste poslati pogodbo. Z mano. Ja. Pošleš račun nazaj na RTV in rečeš, oprostite, poslali ste mi položnico bom plačal, ko mi pošljete s tem računom pogodbo, s katero sem jaz naročil to storitev. Ker v Sloveniji je svoboda gospodarske pobude. Svoboda gospodarske pobude. Prisila je pa kaznivo, a ne? In kolikrat ti odpišejo, greš na sodišče in jih tožiš za prisilo. Vse so zelo preprosti mehanizmi, sam folk se ne znajde. Vedno zahtevaj dopolnitev za ta račun, za to globo, ko ti občina pošle, kje imamo pogodbo. Pokaži, ne zakon, pazi, ne zakon. Če pa rečejo, ja, to je pa zakon, rečeš, kdo pa vam je podatke dal, se vam jih jaz dal, ali ste jih, je pa spet kršitev ustave in spet kršitev zakona. Ne pridejo skozi. Karkoli zdajle jim tu sesuješ s podatki, je konc, ali pa s pogodbo. Konc zgodbe, sam napišeš, pošljite pogodbo, če ne imejte ta račun. In ga ni, ki bi ti lahko stožil na sodišču. Ga ni. Ni pravne podlage, konc zgodbe. Dokler je še pravo takšno, kot je, ker kmalu ne bo več. Zato pa dajte ljudje nekaj narediti na donca, pa malo me razmišljati. Mihael, ja. Jaz odkar berem to, kar ti objavljaš, ne, tudi med drugim za RTV, ratalo je za mene izziv. To pisanje je ratalo za mene izziv. Ne, glej. Jaz sem se tega otepala. Glej, se mi zdi, da je izziv to za mene, to pisanje in da, ko imam vse 1 uro časa, sem že študirala, pa ne samo jaz,
sem še komu tako poslala, ki ga tudi moti. Zdaj, kaj če bi mi vsak posameznik več je, boljše je, dajmo pritisniti pa napisati osnutek imamo, zakaj ne. In sem dobila feedback, ja, zakaj pa res ne. Super, super. Tako, Super napisano, ja, dajmo. Tako da, glej, vsak se trudi pač po svojih močeh, tisti, ki smo pač, nam je to izziv. Povej mi, a si ti pogledala statut RTV Slovenije? Nisem. No, daj, v Google vtipkaj statut RTV Slovenije, ki se nahaja ne na uradnem listu, ker sta dva statuta, ampak je statut RTV Slovenije, kjer piše, kdo je ustanovitelj RTV Slovenije. Okay. Ustanovitelj je Republika Slovenija, 2. člen. 3. člen piše, da ustanovitelj skrbi za finančno stanje in za delovanje RTV Slovenije. Mihael Belis ni Republika Slovenija, Mihael Belis ni ustanovitelj RTV in Mihael Belis ni dolžan skrbeti za dobrobit in finančno stanje RTV Slovenija. RTV Slovenija je pa dolžna meni zagotavljati informacije, ker po ustavi imam pa jaz pravico biti informiran, pošteno informiran. Da pa meni pošlje račun, ker nimam pogodbe, in da Republika Slovenija naredi zakon, da bom jaz plačeval ustanovitev njihovega zavoda, ki bojo potem oni z njihovimi idejami pluvali po meni, pa mene programirali, je pa višek sramote, nesramno do konca. Ja, to je res, ko govoriš, zaradi tega, ker tebe ni nišče obvestil, da si ti kakšno pogodbo podpisal za RTV Slovenijo, ne? Tako jaz to razumem, kar si zdaj razumem. Ja, ker je to šlo skozi. Zdaj le delajo na isto finto dolgotrajno oskrbo. To sem že rešila. Ja, te pogodbe delajo, ki trajajo 1 leto, odločba, ki po 1 letu poteče, položnica ti pa za ves life ostane, ne vem, tistih 39-40 evrov, ne vem, koliko moraš potem ti kar položnico pošiljajo, ne? Pa nisi nič naročil. Oni so z odločbo odločili, da boš ti se prostovoljno zavaroval. Pa čakaj mali, v kakšnem svetu živimo, ne? Okay. Kdo so ti ljudje, se bodo namesto mene za moj denar odločal? Kaj bom jaz naredil? Res je. Pa počak malo, ustavite se ljudje, ne? Dobro.